Razpravo nadaljuje kolegica Lena Grgurevič. Bi pa res prosil, da se fokusiramo na vsebino, ki je seveda izjemno zahtevna. Sicer pa razprava teče o predlogu, da se začne postopek za spremembe 160., 161., 162. člena Ustave. Se strinjam z vašim tem postopkovnim predlogom. Jaz res pozivam, lepo prosim, kolege SDS, da naj se nehajo, najprej se nehajte, mladi kolega, hihitati, obnašajte se primerno, nehajte z raznimi ilustracijami. Glejte, silite v razdvajanje te družbe in silite v razpravo poslance, da vam odgovarjam na ta vprašanja, na takšne bedaste izjave. Kako si vi, kolega Breznik, spet dovolite o neki ilustraciji, potem pa morate vašega predsednika odstaviti, ker niste ilustrirali. Gospod Janša je bil zvest član Zveze komunistov in kaj moramo vedno znova in znova to naslavljati. Vzdržite se takšnih pripomb, kadar razpravljamo o neki materiji, ker vas smo siti že. V vaši stranki so bivši člani Zveze komunistov, v Svobodi ga ni, kolikor jaz vem. Ne vem, če so sploh v kateri stranki, razen v stranki SDS, oziroma lahko rečemo Janeza Janše. In vedno načenjate znova in znova to temo, na podlagi katere razdvajate ljudi in zavajate in si nabirate politične točke, prav tam, mislim, to je vendar smešno že, no. Pa dajte že nehati. Nehajte že. Ker edini člani Zveze komunistov so v SDS. Kolegica Lena, zdaj pa vi nehajte oziroma nadaljujte z vsebino, drugače bom vzel besedo. Jaz sem pustil malo širšo razpravo opozicijskega poslanca in malo širšo razpravo koalicijske poslanke. Malo mirno, gospod Horvat, vi se vedno razburjate samo... Sploh ne. Lahko pa sejo tudi prekinemo, če bo šla v tej smeri, ker to ni prava smer. Jaz sem zdaj zaključila s tem. Vi pa tudi nehate se na tak način obnašati in imejte iste vatle za vse, ker vedno imate. Ravno sem jih imel. Dajte mir. Enake. Skratka.